pride k nam na kitiskat, odide zadovoljen in tudi zlat. Tako je pred desetletji Tone Pavček opeval prvo zlatarno Vladimire Fink Pavlin. Danes lastnice 4 uspešnih zlatarn na Dolenjskem. Se vam je utrnila misel in ste si rekli, ja, jaz bi pa imela zlatarno. V tem se vidi. V bistvu ne, ni bilo tako. Imeli smo en poslovni prostor, ki smo ga kupili in nismo vedeli, kaj bi z njim počeli. Potem smo se prijavili na razpis za to franšizno trgovino, zlatarno v bistvu. Potem, ko je po 15 letih dela v Krki dala odpoved, sta leta 1991 z možem začela povsem na novo. In čeprav je zlatarski posel zahteven, konkurenca pa velika, imajo četrt stoletja uspelo skovati trdno zlato pot. Recept za uspeh? Da si korekten do strank, do sebe, do delavcev, do okolja. Ne vem, to, da pač delaš pošteno. V družinskem podjetju je danes zaposlenih 12 ljudi, ki v šefici govorijo le o presežnikih. Veliko vzor. In pač spoštovanje vredno, da me je vzela med svoje okrilje in da mi zaupa. Ja, Vladimira Fink Pavlin je gospa, ki obvlada zlatarski posel. V bistvu ne razmišljamo o tem, kako je težko, ampak o tem, kako je lepo, pa kako je treba v bistvu iti naprej, preživeti, prinesti kaj novega strankam. V njihovih zlatarnah je veliko briljantov, dizajnerskih izdelkov in jekla. Vrača se rumeno zlato, še posebej moderno je zlato rdeče barve. Zdaj gremo v drugo zlato deželo. Tukaj 50 metrov naprej imamo še drugo lokacijo, zlatarno Karat. Njen entuziazem razoroži vsakogar. Radi delate tukaj? Gospa Marjana je že upokojena, ampak ni šans, da ona ne bi tle delala. Ponosni so, da kot edini v Sloveniji prodajajo prstan, ki izhaja iz Indije. Pa vitri, poznan tudi kot prstan za bogastvo. Prinaša obilje. Njihova zaposlena je kmalu zatem, ko ga je kupila, zadela avto. Skrivnost naj bi bila v pravem razmerju zlata, srebra in bakra, ki oddajajo posebne vibracije. Če v to seveda verjamete.